Prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Pobuda za odpoved sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov. Pobudo nam je Vlada posredovala 22. marca 2022 na podlagi 86. člena Zakona o zunanjih zadevah. Včeraj pa smo prejeli tudi zaprosilo Ministrstva za zunanje zadeve za obravnavo te pobude na nujni seji. Besedo za dodatno obrazložitev dajem gospodu Gašperju Dovžanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za zunanje zadeve. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Hvala tudi za uvrstitev te točke na dnevni red, kar smo prosili iz urgentnih razlogov. Dejstvo je, vsi spremljate, kaj se dogaja v Ukrajini. Ugotavljamo, da seveda te razmere, ki so pripeljale v zadnjem obdobju do sprejemanja vrste sankcij, ki imajo namen nekako pritisniti in osamiti Rusko federacijo s ciljem, da bi se ta vojna čim prej končala, in te razmere seveda nalagajo tudi siceršno oziroma siceršen razmislek o odnosih z Rusko federacijo in pa zlasti razmislek o pogodbenih odnosih, ki jih imamo s to državo. In na Ministrstvu za zunanje zadeve smo se tega lotili, pa ne samo pri nas, tudi na drugih ministrstvih, in nekako prišli do zaključka, da obstaja nekaj sporazumov, ki pravzaprav, kolikor bi vedeli, za kakšno državo gre in kakršno danes srečamo, ne bi bili nikoli sklenjeni, ker bi ocenili, da seveda da so v nasprotju z našimi temeljnimi interesi, in seveda to terja ukrepanje. In eden izmed teh sporazumov, ki terja tudi, glede na to, da je bil ratificiran za zakonom, soglasje tega spoštovanega odbora, je tudi sporazum med Vlado Republike Slovenije in pa Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstvenih kulturnih centrov. Ta sporazum je bil podpisan 15. julija 2011. Istega leta je bil tudi ustanovljen Ruski kulturni center v Sloveniji. Kot rečeno, pa sporazum tudi določa, kdo ta center usmerja iz Moskve, in to je seveda organizacija oziroma fundacija, ki se imenuje Zvezna agencija za skupnost neodvisnih držav, torej skupnost neodvisnih držav, rojake po svetu in mednarodno človekoljubno sodelovanje. Seveda pa, če gremo spremljati spletne strani in kaj ta Zvezna agencija objavlja, lahko vidimo, Rusija 21. marec dostavila 8 ton humanitarne pomoči prebivalcem mesta Balkalija v regiji Harkov, torej v regiji, kjer so uničili med drugim v okviru upravne stavbe ruski izstrelki tudi konzulat Republike Slovenije. Nadaljujem z branjem. Dostavili so tudi otroško hrano, žitarice, konzervirano hrano, pitno vodo in tako naprej. Potem naslednja objava z hashtagom Heroji Rusije govori o posebnem udeležencu posebne operacije, ki je prejel naziv Heroje Rusije, ker je med opravljanjem bojne naloge njegova četa padla v zasedo in je bil navdahnjen in svoje, torej kot navdih za svoje borce, samostojno uničil 2 tanka, 2 sovražni vozili bojne pehote. Bitka je bila dolga, streljiva je zmanjkalo. Skratka, zakaj vam to berem? Berem vam zato, ker
seveda ta zvezna agencija predvsem instrument za širjenje lažnih novic in pa ruske propagande, ki ustvarjajo neko drugačno sliko od tiste, ki jo poznamo, od tiste, ki nam jo predstavljajo ruski, torej ukrajinski sogovorniki in pa tudi mediji, ki so še v Ukrajini in ki neodvisno poročajo o tem, kaj se dogaja in torej to je tudi v nasprotju s tem, kar slišimo od ljudi, ki prihajajo iz Ukrajine, zlasti gre seveda za ženske, z otroci in te ženske seveda in starejše osebe, ki so izven tudi naborniške obveznosti, pripovedujejo o neki drugačni sliki v Ukrajini. Skratka, gre za sporazum, ki daje pravno osnovo za to, da se te aktivnosti, tudi širjenje propagande in tako naprej, iz lažnih novic izvaja v Sloveniji in seveda na zunanjem ministrstvu mislimo, da je treba to ustaviti in je to razlog za odpoved tega sporazuma. Naj še dodam, da seveda v luči sedanje agresije v Ukrajini ta center težko razumemo drugače kot instrument pač kulturnega imperializma, ki sovpada z ruskimi geopolitičnimi interesi. Te aktivnosti seveda pomenijo širjenje kremeljskega vpliva in pa ki seveda vključuje tudi opravičevanje razgradnje pravne države, človekovih pravic in demokratičnih pravil. In seveda to iz tega razloga mislimo, da Slovenija ni dolžna več nuditi gostiteljstvo tovrstni transmisiji kremeljskih interesov in pač predlagamo, da tudi ta zbor poda soglasje, da se ta sporazum odpove. Verjamemo, da bomo tudi s tem dejanjem naredili še korak v smeri dodatnega pritiska na Rusko federacijo in njene osamitve in se tudi s tem pridružujemo ostalim partnerjem v Evropski uniji in tudi v NATO, s katerimi si pač prizadevamo, da okrepimo pritisk na Rusijo v smeri čimprejšnjega zaključka vojne, istočasno pa seveda s tem korakom tudi zmanjšujemo neželeni ruski vpliv na različna področja slovenske družbe. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo članic in članov odbora. Prvi dobi besedo gospod Zmago Jelinčič. Izvolite. Hvala lepa. Toliko bedastih izjav, kot sem jih zdajle slišal, je težko zbrati. Namreč že beseda kulturni imperializem me prav zanima, koga je to. Kaj to pomeni, da bo Dostojevski napadel Slovenijo, da bo Čajkovski slovenskim glasbenikom potrgal strune na violinah ali kaj podobnega. Kulturni imperializem. Zadnjič smo slišali o kulturnem imperializmu v času nacistične Nemčije, z druge strani seveda. Ne? Zdaj pa tukaj le govorimo, da bo en kulturni center, ki je kulturni center, je pa pravzaprav, jaz sem sam še pričakoval, da bo gospod iz Ministrstva za zunanje zadeve, da bo rekel, da je to špijonski center ali pa center za navodenje raketnih izstrelkov ali kaj podobnega. Jaz razumem, da se Zahodna Evropa hoče na vsak način odmakniti od Rusije po komandi Amerike, seveda, kajti ko je Merklova delala kontakte z Rusijo, je v Ameriki prevladal grozljiv strah, kajti če bi Rusija začela sodelovati z Evropsko unijo, potem Amerika izgubi vso prednost v svoji poziciji v svetu. In to je bilo treba razbiti in seveda se to razbija. Zdaj govorite o lažnih novicah in propagandi. V Sloveniji dobivamo pravzaprav samo eno plat zgodbe.
Potrebno je pogledati in eno in drugo plat. Jaz razumem, da so vam na Ministrstvu za zunanje zadeve iz Amerike zažugali, da morate narediti tako, kar zdaj govorite. In nažalost bo tukaj le škodo plačevala Slovenija. Zadeve se bodo s časoma uredile in seveda, ko se bodo uredile na diplomatskem področju, takrat bomo mi ostali na suhem. Takrat nam ne bo Amerika pomagala ali pa Evropska unija, kajti vse te države se bodo zopet povezale z Rusko federacijo, mi bomo pa ostali nekje pri strani, kakor tisti, ki smo po komandi pucali škorne in ki jih potem več ne bomo rabili. Slovenija bi morala v tej zadevi ostati izven teh nasilo nekako porinjenih vojaških odločitev ali pa vojaških govoranc. Morali bi ostati neutralni. Neutralni in se ne mešati ne v eno, ne v drugo stran, pomagati pa seveda beguncem, ki prihajajo tam z humanitarno pomočjo. Ma ne, mi smo skočili pa smo rekli, bomo orožje pošiljali. Lepo vas prosim, orožja niti nimamo, kaj jim bomo pa dali? To izjava je pa bedasta, kajti takšne izjave so nas uvrstile na tisto listo sovražnih držav in prva zadeva, ki se bo zgodila, Rusija ne bo udarila čez meje izven Ukrajine, to ne, to vejo vsi, ampak ruski plin bo treba plačevati z rublji. To je zdaj zahteva Putina. Kje bomo pa dobili rublje? Ne? To pomeni, da se bomo morali zapreti pipco s temi zadevami. In zdaj gremo tukaj le na nivo uničevanja ene kulturne podstati ruske, ki je pravzaprav v svetovno kulturno dediščino zapisala ogromno, vsaj 40% kulturne dediščine. Kaj bomo, koliko je pa NATO pakta, ali pa recimo Amerika, Gershwin pa še ne dva taka, pa konc. Ampak oni bojo nam diktirali, da se ne smemo iti kulture. To je najhujš, kar se lahko zgodi. Takšne zadeve so se res dogajale v času nacizma, ko so prepovedali določene organizacije, kulturne organizacije in potem je prišlo do zažiganja knjig. A bomo mi tudi iz knjižnic pobrali vse knjige ruskih avtorjev, pa bomo mogoče Tolstoja posebej zažigali. Ali pa da bomo potem pobrali vse note na akademiji glasbeni, zato ker Rahmaninov pač ne sme biti izvajan v Sloveniji. V ta idiotizem so šli Angleži, ki so prepovedali izvajanje Čajkovskega v Londonu. Seveda tudi Hrvatje, Hrvatje seveda z veseljem točejo po Rusih, kajti Hrvatje so bili v drugi svetovni vojni na strani nacizma, ne? In zdaj jim prav to pride. Ali pa v Italiji so prepovedali na univerzi debato, razpravo oziroma en profesor bi moral imeti lekcijo v zvezi z Dostojevskim, pa so prepovedali. Ja, pa kaj se zdaj, ali mi se bomo priključili tem, ki se bojijo kulture? Pa dajmo, kultura je izven vojne, a zdaj bomo pa s kulturnimi zadevami, da bomo prepovedali to pa to, bomo pa dosegli kaj zmago ali kaj. To je še ena od bedastih zahtev te nore Evropske unije oziroma tega norega NATO. Kaj pa svoboda govora? A nimamo mi neke svobode govora in prisegamo na svobodo govora? Svobodo govora nam kratijo tukaj v Sloveniji levi mediji. A zdaj pa mi na drugi strani se bomo pa, tukaj pri nas govorimo, da nas ne smejo braniti svoje besede, a zdaj mi bomo pa prepovedovali nekomu drugemu, da ne sme povedati tistega, kaj misli. Saj ljudje se sami odločajo.
Ko dobijo eno informacijo, pa drugo informacijo, potem že izberejo iz tega, kaj je prav in kaj ni prav. Ne pa, da bomo mi zdaj prepovedali eno zadevo, vse ostalo bo prišlo čez mesec dni, se bo vedelo. V Zahodni Evropi se že zadeve drugače obračajo. Ni več tistega neke protiruske patetične histerije. To izginja. Počasi prihaja na dan realno stanje. In recimo tudi ta ideja, da bi, ki jo je gospod Logar dal, da bi zdaj vlada, da bi morala zamrzniti premoženje Rusom. Kdorkoli je zamrznil premoženje, bo moral to premoženje enkrat vrniti. Čez določen čas bo prišlo nazaj. In zdaj pa, kaj bomo, če mi vzamemo tem Rusom, ki so pri nas investirali te zadeve, kaj se bo zgodilo? A potem bo pa to vlada poceni prodala ukrajinskim tistim milijonarjem. Ukrajinski milijonarji so že vsi pobegnili iz Rusije, tako da ne bo iz Ukrajine, da ne bo kdo mislil, da so še tam. A zdaj oligarhom Rusom bomo pobrali in prodali oligarhom Ukrajincem. Ampak seveda čez čas bojo Rusi rekli, oprostite, to je bilo naše po mednarodnih sporazumih, je pravzaprav lastnina ena sveta stvar, dajte nazaj. In zakaj mi z glavo tolčemo v zid, namesto da bi pametno razmišljali na teh področjih? Tudi to, da Rusija v Sloveniji nima več častnih konzulov, to je neumnost. Če hočemo imeti podatke z vseh strani, moramo imeti take kontakte. Če ne, si odrežemo pol svojega znanja. In zdaj bomo spet tukaj na vrat na nos, zato ker je nekdo v Ameriki rekel, morate to narediti, zdaj bomo pa morali mi to narediti. Pa kaj bomo potem, ali je najboljše, da gremo požgati tisto stavbo tamle, pa bomo še bolj čistili. Kaj se gremo? Nobena pametna država ne dela takšnih potez. To je neka patetika, neka čudna čustva, ki jih Ministrstvo za zunanje zadeve poriva naprej in namesto, da bi trezno gledali na zadeve, gremo tukaj v eno konfrontacijo na področju kulture. A zdaj, če bo prišla Ana Netrebko, ne sme iti zdaj pet, ne vem kam, nikamer je ne pustijo v Evropo. Ja prav, bojo pa poslušali, kaj jaz vem, kakšne njihove domače pevce. Ja, če kultura je kultura, je bentiše. In zdaj mi prepovedujemo ta kulturni center, pa ga zapiramo. Na smislu, to je nepotrebna in neumna poteza. Na škodi bomo predvsem mi sami. Kajti potem, ko se bo ta zadeva sčistila in končala se bo za zeleno mizo, tako brez strahu, da bi šli Rusi čez meje, ne bojo šli, razen, če bodo Poljaki izsilili NATO-ve mirovnike in jih poslali v Ukrajino, to se pa lahko zgodi. Če se bo to zgodilo, potem smo pa res v zosu. Namreč Poljaki razmišljajo o Lvovu kot o poljskem mestu in imajo intenco, da tudi oni vzamejo en konc Ukrajine in ga priključijo svoji državi. Jaz upam, da tako neumni ne bodo, oziroma da saj NATO pakt ne bo toliko neumen, da se bo spustil v to zadevo. Kajti če se spusti v to zadevo, je Lavrov rekel, da v tem primeru bojo Rusi to vzeli kot napad na Rusijo. In zato upam, da neumne poteze ne bodo pripeljale do grozljivih, katastrofalnih posledic. Ampak da se vrnem nazaj na prepoved delovanja te znanstveno-kulturnega centra. Jaz mislim, to je malo smešno, to je tragično, ne? To je pravzaprav tragikomedija, če tako pogledamo. Sami sebi strel v kolen dajemo in ne v eno koleno, v obe koleni. In jaz sem absolutno proti temu, da se ta pobuda tako obravnava,
kakor tudi sprejme. Jaz mislim, da to je slabo za našo državo, za naše bodoče kontakte tudi z Rusko federacijo, ki se bodo čez čas zopet ustanavljali, ampak pri Rusih oni si dobro zapomnijo pozitivne in negativne stvari. Pa kaj bomo zdaj naslednjič tudi tisto rusko kapelico tam na Vršiču, jo bomo podrli? Upam, da ne. Besedo za odziv dajem državnemu sekretarju, gospodu Gašperju Dovžanu. Hvala lepa za besedo. Jaz moram reči, da sem kar s težavo poslušal določene očitke, ker očitno se nismo dobro razumeli, ne, v mojem in našem delovanju ni bilo, za razliko od tega nastopa, ki smo ga zdaj slišali, nobene čustvene patetike. Sem pravzaprav začuden nad banalizacijo celotnega problema, s katerim imamo opravka v Evropi. Tako da je to nekaj, kar je prišlo, bo šlo mimo in se nas nič ne tiče. Tu smo poslušali o tem, kako mora Slovenija biti nevtralna država. Slovenija pač ni nevtralna država. Slovenija je pravna država, imamo neke vrednote, smo člani NATO, smo člani Evropske unije in seveda te vrednote se mi zdi, da so nam svete in se morajo odražati tudi v naši zunanji politiki. To je prvo. Drugo, Slovenija, sploh pa ne z odpovedjo tega sporazuma, v nobenem primeru se ne odreka tem, bom rekel, vrhovom ruske kulture, ki jih nihče ne pripoveduje, ki so del zakladnice kulturnega bogatstva, glasba, umetnost, torej literatura, marsikaj, slikarstvo. Ampak tisto, kar je v tem sporazumu težava, je seveda, da njegovo delovanje nekdo usmerja in da nima Slovenija tu pravzaprav nobenega vpogleda, ni partner v tem dialogu, ampak se to vodi iz Kremlja z tistimi informacijami, ki so, rekel, prečiščene, tako kot jim je najbolj prav. Ker se ne govori o agresiji, se govori o specialni operaciji, ker se govori o humanitarni pomoči, o zaščiti, rekel, Ukrajine in tako naprej, ker vsi vemo, da ni res. Tako da, seveda pa Slovenija ima še vrsto drugih sporazumov, mi tudi imamo še sporazum o kulturnem in znanstvenem sodelovanju z Rusko federacijo, na podlagi katerega mi lahko se z Rusko federacijo dogovorimo, katere programe bomo izvedli, katere predstave, katera gledališča bodo gostovala. To vse ostane, temu se nihče ne odreka. Tisto, kar je problem, je, da tu v Sloveniji pač deluje nek center, ki je usmerjen iz Kremlja in širi informacije in razlaga pač stvari približno na tak način, kot smo slišali tu v prejšnjem izvajanju, pa še kaj drugega, ki seveda ne ustrezajo realnosti in nam seveda nalagajo, da na to reagiramo. Ne zato, da bi tu zatirali neko svobodo izražanja, ne, ampak da bi pač dali jasen signal, da temu pač nasprotujemo in da nismo naivni, da se delamo, kot da se ni nič zgodilo in da samo čakamo, da mine. Ne. Tako da kulturno sodelovanje ja, v dvostranskem dialogu, medtem ko enostranska propaganda, pač tu pa moramo postaviti določene meje. Tako da vas lahko pomirim, da pač nihče s tem, tudi če tega centra ne bo, skratka ne bo zaradi tega onemogočeno delovanje pač ruskih umetnikov
v Sloveniji. V skladu z dogovorom imamo za to ustrezen sporazum, kjer se lahko dogovorimo, za katere programe v okviru, tako kot smo to počeli tudi doslej. In na ta način so gostovali številni tudi glasbeni orkestri, recimo na festivalu Ljubljana, pa tudi v okviru drugih prireditev. Tako da to vse ostaja nedotaknjeno in nima nobene veze s tem centrom. Toliko bi imel jaz še za dopolnitev. Hvala. Gospod Jelinčič, želite repliko? Ja, izvolite. Hvala. No, gospod Dovžan je rekel, da je Republika Slovenija pravna država in ne sme biti nevtralna. To se pravi, Avstrija ni pravna država, ker je nevtralna. Zelo zanimivo povezovanje in verjetno vas bo vprašal avstrijski veleposlanik, kaj ste mislili s tem povedati. Govorite, da moramo reagirati na vem koga na vse, ampak naše ministrstvo nikoli ni reagiralo, ker so Američani napadli Irak, ne? Ampak to je zato, ker so Američani napadli Irak. Ni reagiralo, ker so Američani in NATO pakt napadli Jugoslavijo, noben se ni dvignil. Edino jaz osebno, pa moj sekretarstva vozila zdravila za otroško bolnico Dragiše Mišoviča v Beogradu in za otroško bolnico v Čačku med bombardiranji. Noben drug naš gospod se ni dvignil in obsodil tega. A se je kdo dvignil, ko so bombardirali Sirijo? Ne. A je bila Libija kdaj v kakšnih besedah rečeno, da so kakšni naredili agresijo in da pobijajo ljudi? Kaj pa Jemen? Zdaj o Jemnu je tišina popolna. Ne? Ja, zakaj? Zato, ker so Američani zraven, ker mi ne smemo tega reči, če so Američani zraven. Ko je gospod Dovžan rekel, kako je že rekel, da Rusi nekako, da imajo usmerjeno besedo in usmerjeno govorjenje. Ja, pa tudi slovenske ambasade so usmerjene v slovenske ideje. Saj to je vendar logično. Ampak tukaj ne govorimo o ambasadi, tu govorimo o kulturi. Če pogledate, kaj ta kulturni center dela, pogledajte si razstave, koncerte, učijo ruski jezik in jaz mislim, da vsak jezik, ki ga nekdo zna, je pozitivna zadeva, ampak izgleda, da to pri nas ni, ne? Sej mogoče bo jezik prepovedan. Konec koncev tudi gospod Logar je rekel, da ta ulica pred rusko ambasado naj se preimenuje v Ukrajinsko ulico. Ali pa tukaj smo obesili ukrajinsko zastavo, a čez 2 meseca bomo pa sneli ukrajinsko zastavo, joj, smo se zmotili, bomo rusko nazaj obesili. Ali lahko sklenete, prosim, ker je 3 minute minilo. Skratka, še enkrat, tole v Ljubljani ni špijonski center, kakor ga vi hočete nekako potihoma prikazati, ampak je navadno, kulturno in znanstveno, bi rekel, stičišče. Hvala, ker ni več interesa, razpravo zaključujem in ugotavljam, da nas je navzočih 12 članic oziroma članov odbora, torej smo sklepčni. Zato predlagam, da glasujemo o naslednjem predlogu sklepa. Odbor za zunanjo politiko potrjuje podano pobudo. Pričenjam z glasovanjem. Glasovanje zaključujem in ugotavljam, da je sklep sprejet z 9 glasovi za in z 1 glasom proti. S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda in 39. nujno sejo odbora za zunanjo politiko. Vsem sodelujočim hvala in lep pozdrav.